Jutro želim vsem skupaj. Danes se je začelo malo bolj pestro in sicer kot vidite še nisem v celi Štravsovi upravi. Zakaj? Zaradi tega, ker smo dobili klic, da so telice tule dol pobegnile. Tako da smo skočili hitro v akcijo, direkt s Pojstle in jih šli v bistvu loviti. Imeli smo dosti težav, problem pa je tudi zdaj zaradi tega, ker je dosti vlage v zraku, pa tam, kje se kakšna žica, kje je stiska, ob kako drevo ali pa kje taga hitro pobere elektriko in potem je težava, lahko pobegne ven. Plus tega, da je v bistvu kar popašeno že, sicer jih krmimo, ampak one vidijo, da je v bistvu okoli več paše kot tukaj, tako da zaradi tega imajo željo, da pobegnejo. Ampak ja, uspelo nam je, zdaj da prehodim okoli, da pogledam, če je še kakšna težava z žico, pa bomo pa tako preselili tole ekipo tukaj proti domu, ker v bistvu tukaj ni več neke paše. Tako da ja, gremo. Evo ga, vmes smo še zvozili dve ekipe telic domov, tiste, ki so pobegnile, pa še ene. Ker enostavno je premalo paše, da bi zdaj še puščali dol, pa tudi mokro je že ratalo. Tako da, tisto smo odpeljali, zdaj pa urejem tukaj en pašnik, ko smo ga prej pasli že, pa zdaj en cajt nismo, tako da se je lepo zarastel. Smo šli popraviti žico skozi okoli, ker je bilo dosti kupine zaraščenega, pa take stvari. Tako da tukaj bo pa zdaj prišla ekipa 4 ali 5 brejih telic, bojo pa v bistvu tukaj še dolgo bo šlo. Se pravi, ali ne bo premokro, ali pa dok bo paša. Tako da, tole porihtamo, pa peljamo vsem dol eno furo telic. In je to, no, pa smo s pašniki rešeni za en cajt. Tukaj smo tudi za silo rešili v bistvu drot ven z ograje, oziroma z vejevja. Tako da, smo rešili tudi nekaj, sicer sem pozabil kiblo doma, ker nisem mislil, da bo tako hudo, ampak načeloma pa v redi, no, tukaj da se je malo porinilo. Sem pa v bistvu računal tudi na to, ker smo se neki z Inetom Brežice dogovarjali, da dobim en mulčer na test, tako da sem računal, da bi takrat to vse pomulčil. Je pa res, da nas je zdaj ta paša malo prehitela in v bistvu zdaj je treba bilo zasilno nekako urediti to, potem bomo pa bolj ekstra zrihtali zadevo. Zdaj smo pa odpravljali še težave na domačih pašnikih, se pravi okoli štale. Bil je problem, ker ni bilo dosti elektrike noter in smo v bistvu šli iskat težavo. Težava je bila potem, da je bila žica na 2 mestih na tleh, tako da smo tisti sanirali. Imamo sicer še 2 pašnike za pregledati, ampak v bistvu zdaj smo videli, da smo dobili nazaj tok. Se pravi, da dovolj trese, ampak bo treba tudi tisto še pogledati, če je kakšna napaka. Ni nam uspel danes še dol telic odpeljati, ker sta potrebno bila še v vinogradu, pa sta prešla rdeče grozdje. Jaz sem šel po številči zdaj še 2 teleta, naredimo v štali, pa je to za danes. Tako, zdaj je pa prvi čas v bistvu, da smo predstavili našega Jurčka oziroma Boc za balo, zaradi tega, ker je tam res že kar naredil krog, ko zmeče krmo dol, pa bomo ti zdaj postrgali, pa dali na gnoj. Tukaj bomo imeli pa zdaj frišni plac. Vedno pa gledam na to, da v bistvu parkiram to zadevo dosti na breg, zaradi tega, da v bistvu tudi če je mokro, da ni toliko blata, no. Tako da ja. Tako, evo ga, na tak način bomo postrgali stran, pa dali na gnoj. Je pa res, da smo zdaj kar tukaj zelo dolgo imeli ta voz parkiran. V bistvu se pa pol to hitro zaraste, tako tam na primer se vidi.
Tukaj je bil spomladi prvi plac, tam je bil drugi plac, sam nismo postrgali krme dol, tako da bomo to tudi zdaj še naredili, da se v bistvu hitreje zaraste vse skupaj. Takole, zdaj nas čaka pa eno ful zamudno delo, ampak ker tak dan bomo izkoristili cajt za to. In sicer treba je zmešati ta majhno jamo, ta staro, pa potegniti ene 4 fure ven, da bo prazna. Gre se pa za to v bistvu, da zdaj sem se pripravil za preko tudi naš star mešalc, ampak je problem, ker nimamo vmes noben klic, pa sem mogel prekiniti snemanje. V glavnem, problem je, ker nimamo kardana doma. Imeli smo enega, ampak je bil v bistvu že tak prekratki, pa tak bogi že, tako da v bistvu zdaj čakam, sem klical bratranca gor, če bi lahko en kardan zrihto, bomo videli, ko bomo dobili, drugače ne moramo mešati. Tako da ja, med tem, ko čakamo, bomo šli pa v bistvu preseliti ono posodo za vodo, da bo imeli telice dol vodo, naštimati tisto, pa pelati dol kar taž litrsko cisterno vode. Kaj še rabimo? Pa pastirje dol moramo odnesti, tako da dajmo to narediti. Cisterno smo že dol zapeljali, oziroma posodo za vodo, zdaj pa filamo tukaj še cisterno. Medtem, ko pa se fila, pa moram stopiti do te bale pa pokazati, kak je res dobro nam ratalo posušiti. Sicer zgoraj vidimo od sonca zapaljena, ampak noter je pa kvalitetna roba, res enkratno nam je to uspelo, vreme nam je dobro služilo in bo v bistvu se bolj tudi skus poznalo, ne. Tako je, še akumulator bomo vzeli s seboj, lučka zelena sveti, tako da pomeni, da je ok. Cisterna bo tudi malo polna, tako da pičimo. Evo ga, vodo smo pripeljali, dok se tole toči, bomo pa odnesli akumulator. Zdaj so pa pripravljeni na paško. Drugače smo zdaj ponovno tudi predstavili posodo malo više, zakaj? Ker je tukaj ponovno zmer zastajala voda in še stoji, tako da smo v bistvu samo za par metrov premaknili tam, tukaj smo mečkano grmovje uredili, tako da se da pride cisterno do tam in to je to. Tako, evo ga, na tej strani smo zmešali, zdaj smo zjutraj čist predstavili, pa zapregli na dinja za cisterno, tako da zdaj pumpamo prvo furo, pa da vidimo, koliko jih bo. Je pa vidim, da še smeli zgori kar neke skorje, pač žal nič to dobro premešati, ampak koliko bo, važno je, da spumpamo, da zdaj, če bo še kako deževje, da ne bo težav, da bi v bistvu da polno jamo. Kako pa to se je zgodilo? Katastrofa. Šel sem ven v bistvu sam, da vam pokažem, kako se dejansko dobro vidi ravna linija, ko se s cevmi dela. Neverjetno res, kak je ta GPS natančen, presenečen sem. Zaradi pomoči GPS-a tudi po noči veliko lažje delati, tako da v bistvu odlična zadevca.